Dobrodošli v podkastu Gradimo zgodbe, kjer z vrha Ljubljane pripovedujemo zgodbe, ki so oblikovale preteklost, zaznamujejo sedanjost in navdihujejo prihodnost. Z vami smo z Ljubljanskega gradu, stičišča kulture, zgodovine in sodobnega utripa z mesta. Danes je z nami Samo Resnik, vodja tirne vzpenjače. Zdravo, Samo. Živijo. Samo je torej vodja tirne vzpenjače na Ljubljanskem gradu, odgovoren je za ta naš mehanski del, če lahko tako rečem, ter prevoze tisoče potnikov, tako na grad kot iz gradu. Vzpenjača je tudi za mnoge obiskovalce prva stična točka z gradom. Samo, pred nami je naslednji vikend, tradicionalno najbolj obiskan vikend, okoli 15. avgusta, ki prinaša rekorde obiskanosti gradu, kot tudi na tirni vzpenjači. Lani v tem času je vzpenjača podrla rekord in v enem dnevu prepeljala kar 3685 potnikov. Kako se sodelavci pripravljate na take dneve? Ja, tako kot za vse dneve ostale v celem letu. Torej, ne glede na to, ali je to 15. avgust ali 15. maj, vsak dan je za nas zelo podoben. Razlika je samo toliko, da v času večje obiskanosti je še kakšna dodatna pomoč. Ampak nadsplošno pa je kar vse isto. Se pravi, se poveča kader, število ljudi? Tako, za ena pa dva se povečata, drugače pa kar konstantno. Pa verjetno tudi frekvenca vožnje vzpenjače, ne? Vzpenjača vedno vozi. Ne samo na 15. avgust, tudi na 15. maj. Mislim, da ni te frekvence, da vozi na vsakih 10 minut, ampak pač vozi gor dol, dokler je pač vrsta s potniki. Okay. Kakšna pa je drugače obiskanost letošnje turistične sezone? Zaznana do sedaj je zapoznano, da je povečanje za par procentov. Zdaj bomo pa videli, kaj bo naslednji preostanek leta pokazal. A pričakuješ tudi letos kakšen nov rekord? Bomo videli. Bomo videli, moramo ne upam nič napovedovati, ker rajš sem presenečen, pa zadovoljen, kot pa razočaran. Okay. Se pravi, če do sedaj je Ljubljanski grad obiskalo, se pravi od januarja do avgusta, več kot 500 000 ljudi, koliko od teh recimo gre vzpenjačo na vrh grajskega griča, koliko gre pa recimo peš, ali pa mogoče z avtomobilom ali kako drugače? Nekje 2/3 se kar pozna. No? 2/3 gre za vzpenjačo, tako. Vodja tirne vzpenjače si že skoraj 10 let. Bi lahko povedal malo o tem, v kakšnem stanju si prevzel vzpenjačo in kako se je tvoje delo in zadolžitve v bistvu spremenile v tem času? Sama naprava je bila v dobrem stanju in temu stanju smo tudi probali slediti v teh slabih 10 letih. Zdaj, kar se pa same reorganizacije tiče, je pa glede na oblikovanje organizacije samega gradu, smo se potem tudi mi temu primeru prilagodili. Se pravi, glede povečanja števila obiska, pa recimo povečanja števila dogodkov na gradu, temu se tudi v bistvu delo same vzpenjače pa prevozi prilagodijo. Vzpenjača bo letos 28. decembra praznovala okroglo obletnico, se pravi 20 let delovanja. V tistem času so bile kar polemike glede tega, ali je vzpenjača na grajski grič sploh potrebna ali ne. Kaj se pa tebi zdi? Če pogledava 20 let nazaj, je bila Ljubljana, kar se samega turizma tiče, čisto drugačna. Zdaj, ko gledamo po 20 letih, je samo stanje v Ljubljani, v samem centru Ljubljane, ko je obiskanost turisti zelo velika in hkrati tudi obiskanost samega Ljubljanskega gradu zelo lepa, lahko rečem, da služi svojemu namenu. Tako da je bila sama odločitev o investiciji in postavitvi te naprave na pravem mestu. Ampak prvotni plan je bil, da se v bistvu za vzpenjačo prepelje približno 200 000 potnikov na leto, imam prav. Zdaj smo pa v bistvu že na skoraj 600 000 potnikov v enem letu. Ja, še čez. Okay. Govore je tudi že o drugi kabini. Tudi. Nam lahko malo več poveš o teh načrtih? Oziroma v kakšni fazi ste zdaj? Ja, želja je, da bi imeli 2 kabine. Zmotno pa je to, kar nekateri pravijo drugi tir, kjer povezujejo
s projekti, ki so na železnicah. Torej, tukaj pri nas ne gre za drugi tir, ampak gre za drugo kabino. Kar pomeni, da bi v primeru izvedbe tega projekta, da bi šlo za izogibališče na sredini same proge, kjer bi se kabini srečale. In z tega naslova bi se povečala sama kapaciteta prevozov na Grajski grič. V bistvu bi se tudi skrajšale te čakalne dobe, recimo obiskovalcev, ne? Tako. O trenutnih številkah govorimo. Če se potem številke povečajo, smo spet na istem. Ne? Tukaj ni pomoči potem. Ne? Ampak saj to lahko gremo nasprot, da probamo čim več obiskovalcev pripeljati, pa čim hitrej na Grajski grič. Ne samo na grad, ampak na celoten Grajski grič. Lahko malo več poveš o tem, kako tirna vzpenjača sploh deluje, po kakšnem principu, se pravi utež pa to, ne? Kaj se dogaja v ozadju ene vožnje vzpenjačo? Mogoče lažje predstavljamo, kako naša vzpenjača deluje. Ja, sama vzpenjača je žičniška naprava. Ravno takrat, ko se je ta projekt o tirni vzpenjači zagnal, še ni bila zakonodaja tako močna, da bi lahko rekli, to je pa žičniška naprava. To je bilo okrog 2002. Takrat je zakonodaja po svetu ni vsebovala vzpenjače kot take, kot žičniška naprava. Uveščali so jo nekaj med dvigala in med železnico. Zato, ker ima tire, pa zato, ker ima vrvi za vleko samega vozila. Na kar so ugotovili, da glede na to, da je prevoz potnikov v manjši kabini in da je zadeva kot varnostni sklopi, ki se zadaj omogočajo za pogon same naprave, se najbolj približujejo žičniškim napravam. To je varnostni sklopi, imamo pa vrvi, zavore, pogon in zavore, no, da je vse v kompletu. Potem je proga, vozila, reševalne naprave, krmilje, električne naprave. Tako da to so vsi varnostni sklopi, glavni varnostni sklopi, ki so na vseh žičniških napravah isti. Se pravi, isto funkcijo upravljajo, so pa mehansko, oblikovno so pa različne. Ampak funkcija pa ista. Pa je tale vzpenjača edinstvena v Sloveniji ali še kakšna podobna kje? Kot vzpenjača je to edina v Sloveniji. Imamo pa na podoben način narejene več naprav podobnih. Se pravi, imamo v Planici, pa imamo v Škocjanskih jamah, pa je še marsikod. Vendar razlika je v tem, da so te naprave registrirane kot poševno dvigalo in ne kot vzpenjača. Tako da niso žičniške naprave. Zakonodaja je druga. Naša je pa edina in edinstvena. Tako. Kaj se pa recimo zgodi zjutraj, preden vzpenjača prvič odpelje? Kako poteka služba recimo dopoldanske izmene? Ja, prva dela se pričnejo ob 6. uri zjutraj. Takrat pridejo čistilci, da začnejo čistiti peron, kabino, blagajno. Mi pa glede na delo, ki ga predvidevamo, katerega moramo še dodatno narediti, prijemo vsaj 1 uro pred prvo vožnjo, da se zadeva pregleda, tako na spodnji postaji kot na zgornji postaji, torej morata biti za pregled vsaj 2 osebi, da se pravilno pregleda celotne posamezne postaji, potem gre v sam premik naprave in na koncu še v testiranje zavor. Kaj pa je kakšna najpogostejša zmota ljudi o vzpenjači? Da je to dvigalo, da je to... Gondola? Prosim? Gondola? Kaj velikokrat imenujejo? Tega sploh ne ločijo, ne? Ja. Ker je v bistvu vejo, da je to kakor ena žičniška naprava, ampak za njih je vse isto. Ponovadi reče, grem na dvigal, pa je to, ne? Kako je pa poskrbljeno za varnost in tehnične preglede? Kateri del sistema zahteva največ pozornosti in vzdrževanja in ali so zaposleni strojniki po poklicu? Kar se tiče pregledov, so vsi zahtevni. Povsod moraš iti tja, pogledati
če je treba kaj izčistiti, če je treba kaj sestirati, moraš to dejansko narediti. In če zanemariš enega od teh segmentov, potem se čez čas pojavijo napake, ki pa ne veš, kje bi jih začel odpravljati. Tako da ta doslednost mora biti, drugače si takrat, ko se naprava ustavi v nekem začaranem krogu in ne veš, kje sploh napako odpravljati. Samo osebje, nas je trenutno 11, pa še en nam pomaga, ki je v penzionu. Niso vsi strojniki, so izobraženi žičničarji, niso pa strojniki. Kar pomeni, da pri nas je kader, ki ima voljo do dela in voljo do tehnike. Tehnika ga zanima. In ta kader je primeren za žičniško napravo, ki smatra ta oseba, da bi lahko se z njo naprej ukvarjal še ne samo en dan, en teden, ampak dalj časa. Koliko imate pa recimo pregledov na letni ravni, mesečni ravni, tudi na dnevni ravni? Če greva na hiter poračunati, se pravi 365, to je vsak dan, ja? plus 52, to je vsak teden enkrat, Dodatno? Pa imamo potem še vsak mesec enega, pa še 12 zraven, pa še enega polletnega, pa enega letnega, pa prideva na skupno številko tam dobrih 400 pregledov tistih skozi leto. Ne? Potem imamo pa še na 2 leti še en dodaten, na 4 leta še en dodaten, na 6 leta še en dodaten. Pa se seveda ti pregledi razlikujejo med sabo? Seveda, vedno je nekaj drugega. Glede na to, da je spenjača v obratovanju, kot si že omenil, 365 dni, da so tukaj vikendi, prazniki, podaljšanja v noč ob kakšnih dogodkih, kako se dogovorite glede urnika? Ja, to je pa večna dilema vseh služb, ki delajo 2 ali 3 izmene. Tako da ponavadi se vsi vodje hecamo, da samo še semaforji pa mi delamo. Ja, to je pa tista slaba stran, za marsikoga pa tudi ne. Ker ko se odločaš za neko službo, se pravi, da boš nekje zaposlen, veš, kam greš. Torej, imaš pluse, pa imaš minuse. To dvoizmensko delo lahko je minus, lahko je plus. Ne? Po eni strani je minus, ker si imaš razmatan urnik, ne? Po drugi strani pa plus, če lahko zjutraj kaj narediš, pa ješ popolno službo, pa ni treba da dopusta. Ne? Tako da, kaj pa pol tisto, kar ti prevaga na eno stran, pa drugo, je pa odločitev o pogodbo podpisu, a ne. Je pa odločitev posameznika, ne? Tako. Okay. Imeli ste tudi že situacije, ko je recimo spenjača se ukvarjala med samo vožnjo s potniki v kabini, kako se pa takrat ukrepa? Kakšne varnostne sisteme imamo? Ja, varnostni sistemi so neki, varnostni protokoli so pa drugi. Ne? Okay. Torej, varnostni protokol je tak, da tisti, ki je kot strojnik, mora najprej obvestiti vodjo obratovanja in potem se nekje v pol urah se mora podati odločitev, ali greš v reševanje, ali boš napako odpravil. Vkolikor se gre v reševanje, imaš potem 3 ure časa, da spravaš potnike na varno. Torej, spodnjo postajo ali pa zgornjo postajo. Zdaj, v času tega, ko se zadeva ustavi, se zadnji završijo telefoni na vse konce in kraje. Najprej vodja obratovanja, potem je blagajna, ena, infocenter, ta drugi infocenter. Čez čas, ko pride odločitev, da je reševanje, zopet trženje, se prosijo pomoč, da naročijo nadomestni prevoz. Potem je že PR na vrsti, da kakšno novico noter, vodstvo, da se obvesti, tako da je vse po regalcah, po korakih, zato da so vsi obveščeni, da pravi čas. Seveda potniki tudi, ne? Tisti, ki so spode, pa tisti, ki so ostali na gradu. Na koncu, ko se pa zadeva odprav, je pa res obraten vrsten red.
zopet nazaj. Zopet nazaj, Ja. da zdaj informacije zaokrožijo. Tako. A je vodenje vzpenjače velika odgovornost? Mogoče ena taka adrenalinska služba. Tako je, ne. Je vožnja z avtom zanimiva. Odvisno, po mojem, od posameznika. Ne? Če se peleš avtocesta proti Mariboru, ne, je adrenalinska. Je ne. adrenalinska, Je, ja. pa dela tudi na Primorsku, je tudi adrenalinska. Dokler se lepo teče, je v redu. Ko se pa ustavi, je pa zanimivo. Je Ne. pa adrenalin. Takrat pa trezne misli, kaj boš naredil, kako boš naredil, na kakšen način boš naredil, kako boš ljudi usmeril, je pa kar taka situacija, ki vedno znova in znova se probaš sprijazniti, da pač te stresne situacije so. Ne moreš se jih naučiti, lahko skozi vaj, več vaj, ki jih delaš, da to avtomatiko, kar se informiranja tiče, kar se tiče samega postopanja z odkrivanjem napak do odpravljanja potem napake tudi, a ne, da ti to lažje gre, ampak takrat, ko se zadeva ustavi, ti imaš različne situacije, lahko si dobre vole, pa se ustavi, pa boš z lahkoto stresel, lahko te nekaj drugega ven vrgel že prej, a ne, pa prije še to nekaj narobe, pa si vse kupič, pa boš drugače odreagiral. To so situacije kot v avtu, a ne, na isti forum. S tem, da v avtu si sam za sebe odgovoren, ne, tukaj si pa za vseh ostalih 30. Pa tudi vsaka situacija je drugačna, ni Ne večkrat, ja. Tako, ni identičnih. Kakšni so pa kaj potniki? Se opazi kakšen vzorec obiskovalcev? Kaj bi ti rekel? Vzorc. Po koroni se je vzorc, lahko rečem, spremenil, kar se tiče tipa obiskovalcev. Ker jaz jih nekako razporedim v različne skupine. Ne. Recimo, določeno obdobje v letu imaš samo ene skupine ljudi, se pravi, hodijo po 20-30 skupine lepo na obisk samega gradu, pa je malo družin. Potem polet je manj skupin, takih skupin, ki bi Organiziranih skupin, recimo. slovenskih skupin, recimo, ali pa tudi tujih. Recimo starejši polet zelo ne radi hodijo, ker je vroče. Ne? In edin prav, a ne, pa je takrat, ki je hladno, ne takrat, ki je vroče. Ne? Ker načeloma, če sam veš, kako funkcioniraš, normalno v te nekaj vročin ne hod ven. Ne? Polet so pa bolj taki popotniki, ki potujejo skozi Slovenijo, se usoglasijo v Ljubljani, se obiščejo Ljubljanski grad. Tako da je en tak vzorc, kako pričakuješ, kakšen tip človeka. Ne? In potem se tudi vidi, kako regulirati samo gužvo na sami vzpenjači. Kaj pa domačini, Ljubljančani ali drugače uporabljajo vzpenjačo kot recimo turisti? Se pravi za kakšne dogodke, obisk grajskega griča? Kako je ta recimo procent? Mešano. Radi pridejo. Od takih, ki grejo samo z vzpenjačo dol, pa peš gor, do takih, ki grejo obratno, z vzpenjačo gor, pa peš dol, do takih, ki radi raziskujejo, ogledujejo lepote Ljubljane, pa okolice, ali pa tudi, kot si sama že omenila, raznih dogodkov. Tako da je zelo mešano. Mislim pa, da so se ne samo Slovenci, tudi Ljubljančani navadili na to, da to, kar imamo doma, da greš vsaj enkrat na let pogledati, pa rečeš, aha, takole je fajn, bom prišel naslednji let pogledati, če je drugače. Če drugega ne, da vidiš, kakšen je razvoj samega mesta, pa če se je še zmeraj lep pogled na hribe. Pa če se na gradu kaj novega dogaja. Tudi to. Naš Samo pa ni le vodja vzpenjače, ampak je tudi prostovoljni gasilec, sodeluje v folklorni skupini, rad hodi v hribe. Pa še bi lahko še kaj zraven naštela? Res je. Ja, kaj sem pozabila? Godba. Godba, aha, ok, to pa nisem vedela. Kako ti uspe vse tole? Kako zbalansiraš službo, ki je kar zahtevna, pa recimo svoje privat življenje? Ja, tista ta zadnja beseda, ne, družina. Tista je
tista reč ali pa tista točka opora, ki te žene naprej, ki te zabremza, ki reče, ja, vškej doma, kdaj priješ dam, ki reče, lej, pejt, delamaš čas, zakaj pa ne? Tako da v prvi vrsti tukaj družina, ki ti narekuje ritem življenja. A rečeva hvala gospe ženi, kako je ime. In otrokom. In otrokom. Hvala otroci. In staršem, ki merkajo otroke, Stari starši. ki nas ni doma. Okay, zdaj pa še ena stvar. Tvoj skrivni predal v pisarni, kaj skriva? Zdaj, Te spodaj, veš, kaj ga deva mislim. najprej, kako je prišlo do tega skrivnega predala? Deva, ajde, predzgodba. Predzgodba, to ime si ti nadela. Kaj? Jaz? Ja. Res? Res. Oh, wow. Ampak zato ne, da postane skrivni predal, ne. Mislim, da je prav, da tradicija ostane. Okay. Zdaj mislim, da bo vsem jasno, da je skrivni predal ni tako skriven, je pa zato, ker je treba Hvala, vedno nivo sladkorja v krvi vzdrževati. A ne? In nekako se pri meni vedno najde kakšna sladka zadeva. Ja, bom še jaz povedala sama v svojem tem skrivnem predalu. Skriva, v bistvu ne skrivaš, no. Vse je javno, Imaš pač ni ključavnice. napolitanke, piškotke, čokoladice, vedno na zalogi. Ni ključavnice. Pa vedno pač vse nas oskrbi za zalogo. Ja, v upam, da. pisarni. Evo, samo zdaj smo že na koncu, deva še en grajski kviz. A si za? Pa deva. Hitar, 3 vprašanja. Se spomniš, da si prvič obiskal Ljubljanski grad? Kakšen je bil vtis? Ti si bil dober, bila je poroka moje tete, Aha, ok. tako da takrat je bilo še tam vse gradbišče. Bilo je pa ene 90 leta. No. Wow. Se prav spomniš tega dneva? Ja, spomnim se, kako smo šli gor v poročno dvorano. Aha, se spomniš. Ja. O, lepo. Kateri kotiček je na gradu ti je trenutno najbolj všeč in zakaj? Eto, spenjača, mogoče kaj drugega. Drevored, Drevored. grajski drevored. Aha, zakaj pa? Zato, ker na tistem mestu si v objemu narave, kljub temu, da si v centru glavnega mesta. Se pravi, narava je tebi blizu. Ne? Tako. Kaj ti je pa ljubši, grad po dnevi ali grad po noči? Oboje. Oboje. Ne morem izpostaviti Ne enega. moreš. Vse ima svoje čare. Torej, zdaj smo na koncu. Hvala samo, da si se z nami družil. Hvala tudi vam, da ste z nami gradili današnjo zgodbo. Spremljajte nas tudi v prihodnje z Ljubljanskega gradu, kjer vsaka zgodba pušča svoj odtis.